Pozdravljeni, dragi poslušalci. Pozdravljam vas v imenu založbe Subkulturni azil. V začetku letošnjega leta smo v okviru naše knjižne zbirke Frontir izdali zbirko esejev, takrat še gimnazijca Jureta Aleksejevega. Knjiga je bila v bistvu na slovenskem knjižnem trgu kar precejšen hit. Recimo Marcel Štefančič je pokazal veliko zanimanje predvsem za drugi del knjige, ki obsega Juretov predlog spremembe slovenske ustave. Tem sta se tudi pogovarjala v oddaji Studio City. Ocene in intervjuje knjige pa smo v bistvu lahko brali v vseh večjih slovenskih medijih. Skozi eseje v knjigi lahko vidimo, da je Jure pragmatik in naravoslovec po duši, zato je v predstavitvi knjige toliko bolj bila zanimiva debata med Juretom in pa Aljažem Jelenkotom, humanistom in filozofom. Aljaž Jelenko, prav tako esejist, je v letu 2010 osvojil prvo nagrado na svetovni filozofski olimpijadi, ki je potekala v Atenah v Grčiji. In med Juretom in Aljažem se v predstavitvi razvila v bistvu tako zanimiva debata, da smo ugotovili, da nam ne preostane drugega, kot pa da stvar seveda ponovimo in tokrat tudi mogoče malce razširimo. Predno predam besedo gostom, bi se zahvalil Univerzitetni knjižnici Maribor, kjer gostujemo danes njenemu osebju. Prav tako pa bi rad še omenil, da je knjiga na voljo v vseh bolje založenih knjigarnah, ter se lahko naroči tudi preko interneta. Sedaj pa predajam besedo Juretu in Aljažu. Jure, torej, pred nekaj meseci si izdal svojo zbirko esejev. Najprej bi rad, da pojasniš, kako je pravzaprav prišlo do tega, kako je možno, da nekdo srednješolec ne zgolj napiše eseje, torej tudi to, kje si dobil motivacijo, kaj te je k temu gnalo, ampak tudi to, da jih potem celo v knjižni zbirki oziroma izdaš. No, tu obstaja pač rek, da denar odpira vsa vrata in da denar poslušajo tudi gluhi, ne? Ko se enkrat zbere, rečemo, kritična masa, v našem primeru pač preko donacij, lahko človek naredi karkoli, v mojem primeru pač izda knjigo. Izdaja knjige ni, rečemo, stvar mladosti, ni stvar ugleda, je predvsem stvar tistih 1000 evrov, ki jih potrebuješ, in je seveda stvar materijala. Material se v mojem primeru pač nabiral skozi, rečemo, 3 leta. V drugem letniku gimnazije sem pač naletel na neki mednarodni natečaj esejistični, sem mu dal, tam celo zmagal v svoji kategoriji, pa sem si mislil, dobro, s tem pa lahko nadaljujemo, ne? Če si bil enkrat uspešen, si lahko ponovno. Potem je bil natečaj časopisa Le Monde Diplomatique, sem še bil tam zmerno uspešen, konec koncev bil študentski natečaj, jaz pa sem bil star 17 let. In to me je pač dalo toliko samozavesti, da sem mislil, dobro, če so moja mnenja sprejemljiva na tako visokih ravneh, mogoče bodo še kje druge, in sem začel pisati. Pisanje je konec koncev prijetna sprostitev, tudi razvedrilo in, rečemo, omogoča vsaj neko duhovno potešitev, ker čeprav to, da nekaj napišeš, kaj bi bilo treba spremeniti, stvari sploh ne premakne, ampak se pa ti boljše počutiš, ne? Imaš občutek, nekaj sem naredil za svet, svoje mnenje sem povedal, ne? Se nisi nekaj velikega storil, nekaj si napisal, ne? Potem pa je to še treba zbrati onih 1000 evrov pa knjigo izdati, ampak kljub temu, človek se boljše počuti. Ja, to, da praviš, da si pisal tudi za Le Monde Diplomatique, potem to pomeni, da se nekako tudi odpiraš v svet, ampak glede na to, da sam praviš, da ne spremljaš oziroma nisi prisoten na raznih socialnih omrežjih, kaj so pravzaprav, glede na to, ne, da si nekako offline, kaj so tvoji viri, odkot črpaš informacije, kje iščeš pravzaprav navdih? No, najprej seveda tu dnevne časopisje, kolikor ga pač berem, potem redni televizijski dnevniki, radije ne poslušam več toliko, kolikor recimo pomembni so predvsem dokumentarci, ki nam lepo izkazujejo neko
rečemo tudi lahko skrito podobo sveta, tako da ne bi rekel, da je splet sicer pomemben vir informacij, ni pa še edini, mogoče kdaj postal, ampak trenutno so na voljo druge poti, tako da z nekim velikim pomanjkanjem materiala ni problemov. Torej hočeš reči, da ni nujno, da imamo zgolj informacije, neskončne količine teh informacij, ampak moramo z njimi znati tudi upravljati, jih na prav način razumeti, analizirati. No, z informacijami je vedno problem v tem, ker takoj, ko date informacijo v roke nekim analitikom, strokovnjakom, že običajno dobite ali ugibanje ali mnenje. Ne? Tako da večina izmed informacij so najbolj zanesljive tiste, ki jih človek zbere kar sam, oziroma da rečemo popolna dejstva, seveda pa je to dolgočasno. Ne? Takoj, ko vidite posnetek, ne, vidite odločitev snemalca, kaj bo snemal, ne, oziroma odločitev avtorja, odločitev montažerja, kaj bo notri, kaj bo zunaj. Tako da za vsako informacijo je treba previdno ravnati, zato ker vedno smo priče vsaj rahlemu prikrajanju tega, kar je res. Ne. Vedno se določeni deli že zaradi časovnih omejitev izpustijo. Tako da splet ni glede tega nič bolj varen, oziroma nič drugačen, ker na splet konec koncev pride res po zelo dolgem postopku. Ne. Splet je rečemo najbolj odmaknjen od vira, od dejanskega dogodka, je verjetno izmed vseh možnih medijev. Če pa potem to malo aktualiziramo, če pogledaš recimo na projekt, ki je zdaj štartal, to je projekt Supervizor. Ja. Če poznaš, tu se gre ravno za to, da so podatki na spletu zelo transparentni in gre za gole fakte. Ampak recimo, ko je prišlo do tega, da so ugotavljali statistike, po katerih podatkih ljudje posegajo, se je videlo, da imajo ljudje že avtomatsko nek filter. Ne? Ljudje avtomatsko iščejo tajkune, določene imena, določene zgodbe, skratka, že sami nekako selekcionirajo podatke po nekih predvidljivih vzorcih. To tudi, na to sem opozarjal v eni drugi stvari, da človek vedno sam odloča na koncu, s čim bo podpiral svoje mnenje. Ne? To velja in pri informacijah in potem pri izboru, življenjskega nazora. Človek se res sam odloči in konec, kaj bi druge kot tajkune zdaj iskal. Tudi da ugotoviš, da nekdo je posloval pravilno, ni ravno zanimivo. Ne? Bolj še ugotovite. Človek je taka zelo, rečemo, stvar, ki vedno hoče nadzorovati druge. Ne? To je pomemben aspekt, na tem konec temeljijo vsi totalitarizmi na radosti, na poznavanju drugih ljudi, ne, na radosti o poznavanju njihove zasebnosti. In danes konec koncev, to je pa zanimivo pri supervizorju. Supervizor potrjuje, rečemo, koliko toliko objektivno potrditev, to že kar vsi vemo. Ne. Supervizor ni nekaj novega, ne, je samo dodatno dokaz za to, kar smo vsi prej sumili oziroma celo imeli dokazano. Ne. Ampak nič se pa navkljub njemu ne zgodi. Ne. Ljudje pridejo gledati, ne, zadovoljijo svoje občutenje, zdaj pa končno vem, kdo je vse kradel, ne, ampak ne bodo pa nič ukrepali v zvezi s tem. Ne. Se pravi, to pa smo zdaj zapadli v, rečemo, ubijavsko stanje nadzora, ko ljudje hočejo nadzorovati, in to izključno in samo za lasten fetiš. Ne zato, da bi karkoli sami naredili, da bi kaj spremenili, da bi ugotovili, kdo je dejansko kriv. Ne. Torej, ni problem v tem, da ne bi bilo podatkov, da ne bi bilo transparentnosti, da se politike lažejo in tako naprej, ampak v tem, da recimo ni nobene civilne družbe, ki bi znala izkoristiti te laži oziroma narediti nekaj. Točno, pa vsi, recimo, Wikileaks, ne, tipični primer, je Wikileaks razkril kaj novega, to smo vsi vsaj slutili, če ne celo vedeli naprej. Vedelo se je, da Amerika diktira politiko, vedelo se je, da, Rupel ima zelo rad Američane, pa da bo naredil vse za njih, ne. Vse to se je vnaprej vedelo. Oziroma, Američani bi bili nori, če ne bi delali tega, kar so. Ne? In že tudi izmed vseh drugih virov se je dalo slutiti, ampak Wikileaks je samo dodal potrditev, ni nam razkril novih stvari. Tako da, ne gre toliko, da pomanjka civilne družbe. Civilne družbe so za vse mogoče, ne? Civilna iniciativa za družino in pravice otrok, civilna družba proti cementarni, ne? Ampak gre za stvari, ki so običajno utemeljene, a dejansko zna samo še cerkom resnično mobilizirati neko maso ljudi. Vse ostalo so male, ne moram reči provincialne stvari, rečemo lokalne stvari, ki so omejene pretežno na lastne interese, oziroma dozdevne lastne interese sodelujočih. Ne? Da bi pa prišlo do nekega širšega družbenega odziva na to, kar se tega pa res ni.
praviš, omenjaš cerkev in te civilno-družbene iniciative, ki so nekako dobile zagon tudi v zadnjem času. Gre za to, da dejansko one prepoznavajo neko nelagodje v družbi, ampak za rešitev slednjega iščejo neke grešne kozle. Kaj pravzaprav meniš o teh fenomenih, kot so skaterosizem, seksizem in tako naprej? To je eno pomembno vprašanje, na katerega malo težko. V tujini bi šlo lažje, ker Slovenci, ker konec koncev tujci so le, rečemo, da so malenkost bolj načelni, ne? Slovenci pa zelo radi se pač skrivamo, ne? Se pravi, tu imamo velik problem s vprašanjem, ali je to, kar te civilne iniciative izražajo, res neko javno mnenje, nekaj širšega, nekaj, kar je splošno sprejetega, ali pa gre za skupino ljudi, ki jih nihče ne zna utišati, ravno na to, kar vsi rečemo, bolj strpni Slovenci se ne želijo izpostavljati. Ne? Tudi meni neprestano pravijo, pa kaj govoriš o tem, nehaj govoriti, ne kritiziraj vernih, ne govori tega, ne govori onega, bodi tiho, pusti jih pri miru, naj govorijo. Ne? In s takim odnosom seveda lahko zlo samo še raste, ne? Ker ga nišče ne blokira. In zelo težko je ugotoviti, kaj si Slovenci v resnici mislimo. Ker če greš vprašati, se v Sloveniji zlagal. Pri odgovoru na vprašanje se vsi Slovenci zlažemo in odgovorimo to, kar sprašujoči želi slišati. Ne? Se pravi, tudi, ko so pač kazali one dvominutne inserte, ne, starih ženic v narodnih nožah, ki kričijo, mi smo za otroke, za družino, ne, so malo pretiravale, ne, zato ker so bile tam kamere, ne morejo prikazati svojo privrženost vodji. Ne. Tako da tu je zelo težko ugotoviti, kaj Slovenci v resnici mislimo. Dobro, na Finskem so zagotovo šli so pravi Finci, ne, so zagotovo šli na frustracija naroda, ne? Ja, muslimani prihajajo, črnci pa to, ne? Ti ne spadajo sem po naše, ne? In tako naprej. V Sloveniji pa so šli, mislim, da so šli ekstremisti predvsem na račun tega, da nišče ne udari nazaj, ne? Ker to ni v slovenskem načinu. Če pogledamo, Slovenci smo težki jugonostalgiki, ne? Zakaj? Očitno smo imeli radi komunizem, ne? Ne glede na to, kaj govori Cukljati, pa to nam je pasalo, ne? Se pravi, to že priča, da mi nismo... A to v smislu nekakšnih cankarjanskih hlapcev, ki potrebujejo neko centralno avtoriteto? Ja, zanimivo, centralno avtoriteto ni tudi cerkev, ne? Ampak povojna Jugoslavija je držala dlje časa kot predvojna. Ne? Anton Korošec je bil težka centralna avtoriteta, ne? In po starosti kot duhovnik vse, ne? Pa ni imel recimo take... Pa makar je imel veliko recimo mobilizacijsko moč, ne, je dosegal 70% na volitvah, ne. Kljub temu mislim, da ni dosegal recimo take stopnje, kot je kasneje to zmogel Josip Broz Tito, ne. Zdaj, kaj je imel Tito to, kar je imel Tito, kar Korošec ni imel, ne. Mogoče, dobro, po eni strani, mogoče vsaj nekim privon kozmopolitstva, ne, ker Korošec je v koncu pač zabubljen Slovenec, ne. Tito pa je le malo šel više, ne, Jugoslavija, potovanja po svetu in tako naprej, ne. Drugič, to se pogosto pozablja, da Jugoslavija je ob nastanku ženskam v Jugoslaviji dala pravice, ki so na zahodu postale običajne šele v 70 letih, ne. Torej, ne glede na to, kaj se je vse dogajalo v hudih jamah, ne, je bil to vsaj sistem, ne glede na vse slabosti, ki je znal vsaj recimo verski oziroma skrajni konzervativni ekstremizem držati nazaj. Ne? In to nam je bilo vsaj po javnem mnenju všeč, ne? Z neko izjemo. Tako da mislim, da tukaj gre res za stvar, ki temelji na tem, da ekstremistov nišče ne zmore ustaviti, ne? Ker Slovenci moramo biti tiho, ne? Da se ti ne bo kaj zgodilo. Ne? Da ne boš kot oni britanski policist, ko so ga pretepli, ker je homoseksualec, ne? Da se ne bo to tebi zgodilo. Vse vem, da imaš 500 somišljenikov, pa da 500 ljudi ne bodo pretepli, ne? Ampak ti sam pa moraš biti tiho. Ne? Ampak recimo potem je to tudi pomembna vloga medijev, ki je nekako ne, da so, ja, skratka, da so zmeraj tiho in da odkrito ne odpirajo nekih tematik, da nimo pred kratkim je bil napad na tega budističnega meniha in potem recimo ni bilo nikjer govora. O tem je pisala samo Mladina. Tem je pisala Mladina, seveda, ne, ki je eden od redkih takšnih medijev, ampak drugače pa je o njem, ravno v Mladini, bilo zapisano to, komentar recimo dr. Borisa Vezjaka,
da se je na temo tega napada zgodila potem ena sama debata in še v tisti debati ljudje niso odkrivali to,